Si rekel, ko smo bili čisto na koncu, za TikTok, ne? Ja. Če je to moralno. Ja, to smo se malo dotaknili teh algoritmov, pa mojega mnenja. Pa bi ti mogel zdaj biti nekako mnenja, da dajmo mi to malo ustaviti. Ker po mojem gre to ful, mislim, razvoj je zelo hiter tukaj. Ja. Jaz sem pred 3 leti prišel na Kitajsko delati v Peking in mene je totalno šokiral njihov internetni sistem, se pravi, blokirajo določene aplikacije zaradi omejevanja svobode govora. In jaz sem ful proti temu. Ne? Kaj pa moje mnenje glede tega TikToka? Jaz mislim, da bomo mogli v prihodnosti, ko delamo zakonodajo za igrce, pa za socialna mrežja, za tehnologijo, da bomo mogli imeti odbor strokovnjakov, psihologov, ki bojo pregledali vsako stvar, preden dajo ven. In to dela kitajska vlada. Ne? Ti, če narediš igrco za Android, ti jo mora kitajska vlada odobriti, preden pride na store, da ni preveč zasvojljiva. Ker on je vprašal moje mnenje. A ni TikTok kitajski? TikTok je kitajski, ampak TikTok je narejen za Zahod. Aha, ja. Ampak... Oni imajo en drug, ne vem, kako se mu reče, ampak isto dela, ampak drugo ime je. In jaz mislim, da tukaj, če ne bomo tega... Se pravi, ti si ful za vmešavanje države v gospodarstvo. Ne, ful ne, ampak jaz mislim, da tukaj je motiv podjetij... Ja, to Kaj? To je ful. Kaj ful? Odbor, Klemen, za to, da pride aplikacija, ne vem. To je ful vmešavanje v market. Ful, ampak Facebook nima motivacije, da ne uničuje otrok. Ej, zakaj pa mislite, da je jaz tega strinjam? Jaz pa imam, recimo. Je vam bolj jasna ta slika, ki jaz nimam čist? Zakaj je Apple, recimo, dal v iPhone pa MacBooke screen time, da ti zdaj meri, pa da si lahko ti tam naštimaš? Zato, kako hoče biti politično korektni. Marketing, PR. Tudi ta digital well-being na Googlu, to je v bistvu dober, tako je rekel, PR. Skrbimo, nas skrbi, mi bi radi vam pomagali tukaj. Niso bili to neki pritiski? Ne, to je zelo dober marketinški prijem. Mi vemo, ker veš, lahko bi se zgodil, tako počasi bi nastal nek trend v družbi, telefon je slab. Kar pomeni, da bi, ne vem, ti imel neko organizacijo, ki bi bila tako, ne vem, PETA, proti za živali, bi imel tako z anti-mobile in bi bilo tako, mi moramo tako prepovedati telefone. In bi to ful visoko prišlo in Google že zdaj dela te, pa Apple že zdaj te korake, mi imamo vsa orodja noter. Imamo pod kontrolo. Tako, da človek si lahko to naštima, lahko uravnava čas, ki ga preživi s telefonom. Tako da mi smo naredili vse za uporabnika, da ne bo prišlo do teh težav. Recimo Tristan Harris, to je en model, ki je bil na Googlu zaposlen kot design ethics board, se pravi, on je o etiki razmišljal, ko so delali produkte. In ko je šel ven, je on začel ful kritizirati Google in vse ostale podjetja, da niso naravnana etično, ker zaradi tega oglaševalskega modela, kot sem rekel, in tega, da oni dejansko z našo pozornostjo služijo, tako je igra narejena. In dokler je igra tako narejena, oni ne bojo nikoli imeli zares prave motivacije za naš well-being. Oni imajo motivacijo, da mi čim več časa preživimo na deviceu, pa na temu appu. In appi med sabo tekmujejo za naš attention. Če imaš ti, recimo, jaz sem 4 ure na dan na telefonu, Instagram tekmuje z YouTubeom, z vsemi možnimi načini. Notification, Jan je glih klele zraven tvoje hiše, da odpri, ta je glih ne. In to v bistvu izrabljajo našo kemijo, naše dopaminske receptore, kot sem prej omenil, da nas zasvojijo. In oni imajo motivacijo, da nas zasvojijo. Ja, ampak jaz bom zdaj hudičev odvetnik, pa bom rekel, sam Klemen,
Vsak posameznik bi se mogel svobodno o tem odločiti. To pa še ena stvar je, to ni prvič. Sej v trgovini v 90-ih si že imel, mislim, je pač Milka probala te prepričati, da jo vidiš njo pred neko drugo čokolado. Okay, to sta dva zdaj argumenta. Ta tvoj, bi jaz rekel, ni toleriran bilo. Ja, zdaj je še boljš. Ampak to je problem, da je toliko dober, da se ti ne moreš opreti. In to gre argument na tvojo. Predstavljaj si, da ti se zbudiš in kaj zdaj naredimo mi? Telefon vzamemo, zato ker dobimo ta fiks. Predstavljaj si, če ti s fizičnim primerom ponazorim. Imaš podjetje, ki prodaja krofe. Okay? In Andrej Škraba se zjutraj zbudi in oni z svojimi algoritmi izračunajo, če dam jaz svež topu krof zraven pojsle, bom toliko pa toliko procentov ljudi dubu, da bojo vzeli ta krof. In zdaj bi ti lahko rekel, ja, ampak še vedno je svoboda posameznika. Jaz se lahko odločim, da tega krofa ne bom vzel. Pa oni reče, ok, imamo eno skupino ljudi, ki ne vzamejo krofov, oni imajo rajš čokoladne rogličke, pa še malo heroina bomo gor dali. In ti dajo to zraven pojsle. In tebi je vedno teži se boriti, pa to tvojo kao svobodo uveljavljati. In s temi algoritmi boš ti prišel do primera, ko se ne boš več mogel upreti. To je dober stop v opisu. Zanimivo mi je, da si za svobodo govora, nisi pa za svobodo posameznika v takih odločitvah. Zato, ker če jaz nimam svobode govora, jaz zdaj tega ne bi smel reči. Se pravi, jaz ne bi mogel izpostaviti problemov v družbi in pol je endgame. Ja, zato jaz mislim, da svoboda govora je nujna. Ja, ampak jaz bi tudi rekel, nujna je svoboda posameznika. To je lahko bi zdaj rekla, kaj je večja vrednota, ne? A je svoboda posameznika, da se odloča svobodno. To recimo... Koliko si ti svoboden, če ti jaz dam heroin na silo v žilo vsakeč, ko se zbudiš? Čakaj, vsem zdaj na silo. Ne? Ja, saj to je na silo. Ja, ni še čist na silo. Vsem imam jaz še vedno možnost, da ne pogledam telefona. Ni tako, da mi ga na silo, da mi dajo. Ker verjetno bi že čutil... Saj tu čutiš. Kaj? Vsakič, ko ti odpreš telefon, ne, če bi mi dal na silo, bi hotel odpor že, če bi že odpor čutil. Se pravi, še vedno je, tukaj je svobodna odločitev. Ne?